tukaj z vami Maja, delam v Triglavskem narodnem parku, Tomaž in Andrej. Skupaj se bomo sprehodili skozi lepe cvetoče travnike tu ob Bohinjskem jezeru. Na teh travnikih se skriva prav veliko zanimivih cvetlic. Se bodo danes ob tem super lepem vremenu tudi prav lepo videle. No, fanta, tukaj imam cvet zlatice. Na tem se lepo vidi, ne, zgradba cveta. Tukaj spodaj, vidite, so teli čašni listi, ta jih ima 5 čašnih listov. Potem teli, ki so večji rumeni, so venčni listi. Ja. Na sredini je ogromno enih prašnikov, rumenih, a ne, ponavadi so rumeni prašniki, tudi pri drugih rastlinah. No, potem čisto na sredini je pa še pestič. Pa upam, da se bo tudi ta pestič videl. Ne vidi se tako dobro, v glavnem na sredini ima pa cvet še pestič. No, ampak zakaj so pa ti prašniki in pestiči pomembni? A se vidva, kaj spomnite to? Ja, za razmnoževanje. Za razmnoževanje, točno. S tem namenom sploh rastline cvetijo. Ja, in najbolj pomembna stvar tukaj noter, ne moram reči pestiča, ne, tudi brez prašnikov ne bi bilo tistega potem, kar mi zelo radi vidimo, ne, namreč kakšen plod, kakšno seme, a ne, to potem se razvija iz tega oplojenega, ne, pestiča. Tako da ja, to je zelo pomembna naloga rastlin, da cvetijo, da naredijo semena, da se potem ta semena razširijo po naravi in lahko nekje potem iz enega drobnega semena zraste nova rastlina. Tukaj je nekaj zanimivega, veste? Tole ni samo en cvet, ampak temu rečemo socvetje. To je ogromno majčkenih cvetov združenih v takem košarastem socvetju. Ne, pravimo, da so tele rožice košarnice. Glej, lahko si tudi sama primeta, malo pogledata in gledajte tukajle okrog, tisto, kar je belega, ne, to so jezičasti cvetovi. A ne, kaj kot ten jezik, če me tudi pogledaš. Na sredini so pa cevasti cvetovi. Pa poišča kakšen cvet, glej, tukaj leži, vidim enega, kjer se mu vidijo tudi prašniki. Lej, pridite bližje, kar pridcem Tomaž, lej, tukaj le z lupo. A opaziš prašnike? A veste, a ne, prašniki so teli rumeni, kjer se gor nabira pelot. Ja. Aha, se vidi, ne? To je ogromno enih cvetov, ne, in vsak ima en prašnik noter. Glej, fanta, tukaj smo pa zdaj na enem lepem travniku, ki še ni pokošen. In tudi ni preveč pognojen. A veste, zakaj vem, da ni preveč pognojen? Kaj mislite? Ja, točno, kar na glas povej, Tomaž. Ker je veliko rožic. Ker je veliko rožic, ker tam Ne smrdi. ne smrdi, v redu tudi to, ja. Tisti travnik je zelo pognojen, pa velikokrat pokošen, ja, je bolj reven. Tam rase v glavnem res samo trava. No, ta je dosti pogosta tudi na kakšnem drugem travniku. A mogoče veste, kako se imenuje? Kadulja. Ja, travniška kadulja je tale rastlina. Take lepe, modre, velike cvetove ima, so cvetih, a ne, več jih je skupaj. Glejte, tole je pa malo drugačen cvet, kot smo jih prej gledali, ne? Pravimo, da je sestavljen iz 2 ustan. So tole ustatice. A ne, spodaj ena, a ne pa zgoraj. Glej, če jaz takole približam svinčnik, recimo, da je tako, kot da bi ena čebelca gor priletela, ki vprašuje, a ne, tele, oziroma ja, nabira nektar tukaj not. Glejte, kaj se je zgodilo s prašniki. Kam so šli? A, si videl, Tomaž? So vrtli. Glej, takole. A vidiš, ko je šel dol, Andrej, si videl? Glej. Dol na svinčnik, a ne, sta šla prašnika. Ja, in takole spustita. Ja, in takole potem spustita cveten prah, a ne, oziroma pelot, gor na opraševalca. Ranjak, a ne, saj že ime pove, da je verjetno tudi zdravilen
In tudi je. Rane se. Ja, za izpiranje ran je uporaben, da s čajem, ohlajenim, a ne, seveda potem spiraš ranjeno mesto. Je pa tudi za pita, ne čist dober, v kakšno mešanico. Še nekaj zanimivega, to je seveda spet ena druga družina, a ne, telih rastlin, ki ima spet drugačne cvetove. To so metuljnice. A ne, in tole je spet socvetje, ki ste jih danes že kar nekaj videla, a ne, socveti, se pravi več manjših cvetov združenih. Cvet pri metuljnicah je pa spet po svoje zanimiv, ne? Ker je zgrajen iz 5 venčnih listov. Ja, zgornji list je kot eno jadro, a ne, stranske 2 sta kot krili, spodnje 2 sta pa zelo skupaj, kot da bi bil eden, je pa ladica. A ne. No, med metuljnicami je veliko takih rastlin, ki rastejo tudi na vrtu, naprimer grah, fižol. A imate rada tole? Grah in fižol. Ja. A? Grah je boljši. Je malo sladek verjetno, zato, a ne, ki ga lahko že. Aha. In kje pa zrasejo potem ta semena, grah, fižol? Ja, v stropu. V stroku, ja, to je pa tako, seme ima pa po stroki. Tole je njivsko grablišče. To je zelo pogosta rastlina na travnikih. Je znata poiskati prašnike. Lej, Andrej, daj poišči prašnike, povej, kakšne barve so. Kar sam primlete. Ja, kakšne barve so? Rodasti. Rozasti prašniki, ja. Šmarnice rastejo takole ob robu gozda, ob robu travnikov, pod kakšnimi pod grmovjem, a ne, se razraščajo. Spadajo med enokaličnice, vidite fanta, imajo take liste z vzporednimi žilami. A niso omenil orhidejo? Ja, je orhideja je to. Z iste družine kot tiste velike orhideje, ki jih imamo doma na oknih, a ne, tiste veliki cvetovi iz tropskih krajev, ki jih potem gojijo v vrtnarijah. Ta pa nima takih velikih cvetov, pa še barve so kar nekaj, a ne, nič ni zelena, pa še barvasta ni. Ni treba imeti enih živih cvetov, ker jo oprašujejo muhe. Tole je gnezdovnica. Gnezdovnica, tako ime ima zato, ker če bi zdaj tole mi ven odpula, bi videli, da ima noter korenine prepletene kot eno gnezdo, a ne, potem je dobila ime. Ja, kako pa živi tale rastlina? Vse rastline imajo zelene liste, a ne, in v listih, kaj se že v listih dogaja? Klorofil. Fotosinteza. In fotosinteza, točno. Tista fotosinteza, a ne, en tak, lahko bi rekel, skoraj bi rekel, najbolj pomemben proces v naravi, ki nam proizvaja hrano. Potem mi vsi na ta račun živimo. Ja, in ta pa nima fotosinteze, kako pa potem živi? Minerali, voda, ja. Noter, a ne, v zemlji je povezana z glivami. Tiste glive, a ne, glive pa itak veste, kako živijo, a ne. So povezane z drugimi rastlinami, tukaj v gozdu z drevesi v glavnem. In od drevesa dobijo to hrano. Drevesa imajo liste, delajo
pač s fotosintezo hrano in tisto hrano pa srkajo tudi glive, no in glive pa dajo tudi v tejle gnezdovnici. Kar malo zapletena, ne tole.